Spoštovane članice in člani, v bistvu sem danes izredno ponosen. 8 let je ta stranka na prizorišču, vrsto let sem del te stranke, tudi jaz. Ponosen sem pa predvsem zato, ker najne poti s predsednikom, spoštovanim, so bile drugačne na začetku in midva sva dokazala, da dialog med podobno mislečimi je možen in potreben. In večkrat povem, in to iskreno mislim, da vse, kar država ima, so njeni ljudje. Njihovo znanje, izkušnje, kreativnost. To oblikuje našo skupnost. In vse, kar vsakokratna vlada ima, so ravno ljudje. Zato so ljudje vedno ključ za rešitev kateregakoli večjega problema v družbi. In zato si zaslužijo spoštovanje in zaupanje. Zaslužijo si, da so poslušani, a predvsem slišani. Še zlasti to velja v teh zahtevnih, težkih časih. Po epidemiji, po dražitvi hrane in energentov ter drugih izdelkov in surovin se soočamo še z vojno v Evropi. Vojno, ki je draginji in strahu dala dodaten pospešek. Izzivi so resnično veliki, a ključ za rešitev, kot sem že rekel, so ljudje. Ljudje, ki morajo zaupati svojim voditeljem, vladi, politiki. Aktualna vlada tega zaupanja že dolgo več nima med ljudmi. Zlasti ne zato, ker oblast jemlje kot svojo last, državne institucije in državna podjetja kot svoje fevde. Nas ljudi pa kot pasivno množico, ki moramo slepo slediti, biti tiho. Javne medije pa uporablja kot propagandni stroj, kot trobilo njihove resnice. Vlada, namesto da bi probleme reševala sistematično, ciljno, jih poglablja ali pristopa stihijsko, misleč zgolj na politične točke. Na kratki rok so morda ukrepi dobri, se zdijo dobri, ampak na srednji in dolgi rok je marsikateri korak, marsikateri ukrep škodljiv za ljudi, škodljiv za državo, za našo skupnost. Nova vlada, trdno sem prepričan, da LMŠ bo igrala pomembno vlogo v njej, bo morala sanirati napake in škodljivost minulih 2 let, normalizirati razmere, ustaviti erozijo demokracije in pravne države. A ne samo to. Ljudje od nas pričakujejo več, bistveno več, in to upravičeno. Pričakujejo, da znamo gledati celoto, da povežemo vse potenciale, ki jih v družbi imamo, da se posvetimo težavam doma, da zaščitimo in nadgradimo javno zdravstvo in javno šolstvo, zagotovimo varnost na vseh področjih. Pričakujejo od nas, da omogočimo predvidljivo in stabilno poslovno okolje, da spodbujamo znanost in razvoj, da dosežemo napredek pri samooskrbi z energijo in hrano. Mislimo zeleno, varujemo okolje, pametno investiramo v javno infrastrukturo. In pričakujejo od nas tudi, da odpravimo neenakost, da ohranimo solidarnost, da nagrajujemo pamet, kadrujemo sposobno, upoštevamo civilno družbo, spoštujemo medijsko svobodo in krepimo demokracijo in pravno državo. Skratka, pričakujejo moderno, delujočo skupnost za vse. Pričakujejo nov reset. Dovolj je sporov, dovolj je razdvajanj v naši družbi, dovolj je laži, dovolj je vračanja v preteklost.
Enkrat za vselej moramo v tej državi končati mračnjaštvo. To, kar gledamo zadnji 2 leti. Delovati moramo ravno obratno od tega, kar vidimo. Celostno, spodbojevalno, vključujoče, pošteno, optimistično, umirjeno, odgovorno, dodajte sami naprej. Strmeti moramo k bolje, k učinkoviteje in k več. Ljudje to od nas pričakujejo. Ljudje in ta država si to zasluži. A znamo to? Brez dvoma znamo. Hočemo? Seveda, zato smo se danes tukaj zbrali. Bomo? Ja, ker želimo, ker smo odgovorni do ljudi, do sedanjosti in prihodnosti. LMŠ ima ekipo, imamo znanje, po 4 letih tudi veliko izkušenj, predvsem pa imamo v svojem programu rešitve za izzive sedanjosti in prihodnosti. Izzive, ki jih bomo skupaj s sorodnimi in nazorsko sorodnimi strankami uresničevali in tudi seveda civilno družbo. Naj zaključim moj nagovor z besedami moje kolegice poslanke, Mariborčanke Lidije Divjak Mirnik. Ne, nismo vsi isti. Se vidimo na volitvah 24. aprila množično. Hvala.